šlo je za frekvence srca. V življenju smo prezasedeni s tolikimi stvarmi in vendar si drznem reči, da je ljubezen najpomembnejša stvar med njimi. In izvor ljubezni je srce. To so samo besede. In če bi želeli začutiti, zakaj pravzaprav gre, bi si morali vzeti nekaj trenutkov, začutiti področje srčnega predela in se morda spomniti na kakšen dogodek, ko smo bili ljubljeni ali smo nekoga ljubili. In začutili bi lahko, kako celo našo bit začenja presvetljevati ali polniti neka nova energija. Nekaj posebnega, finega, nežnega, tisto, kar sicer iščemo v vsakdanjem hitenju, v množici opravkov in stvari in tako pogosto ne najdemo. Globoko v srcu pa to obstaja. In zanimivo, da znanstveniki slabo desetletje odkrivajo v srcu določene zakonitosti, za katere do zdaj niso vedeli oziroma so jih pripisovali samo možganom. Vsi vemo za možganske valove in kako delujejo na različne načine. Tudi srce ima specifično valovanje in ko pridemo v stik s tem valovanjem, to vpliva na celo našo bit. Odkrili so tudi elektromagnetno polje srca, ki je dosti finejše in tudi dosti močnejše od možganskega valovanja. In še odkrivajo poseben hormon oksitocin, za katerega so bili do zdaj prepričani, da ga proizvajajo samo možgani, zdaj pa odkrivajo, da ga proizvaja tudi srce. Dosti več, v večjih količinah kot možgani pravzaprav. To je hormon, ki ga občutimo oziroma ki se proizvaja, kadar smo srečni, kadar smo radostni, tudi zaljubljeni, oziroma kadar čutimo v sebi nek globok mir in radost in polnino življenja. To so te frekvence srca, o katerih smo govorili, in vredno je, da ljubezen raziščemo, bolj kot smo jo mogoče raziskovali do zdaj. Da ni to nekaj samo za pesnike, za romane, za balade, ampak nekaj, kar lahko postane ena podstat našemu življenju.